na današnji novinarski konferenci ste se zbrali vsi skupaj, civilna iniciativa, občani, svetniki občinskega sveta, Turizem Bohinj, Turizem Bled, da imate eno in skupno željo, da če bi bila danes grajena južna razbremenilna cesta, bi bilo prepozno. To drži, no presenetilo nas je, ko smo videli v državnem proračunu za naslednje leto v načrtu razvojnih programov, da se bi z Blejsko cesto začeli v bistvu šele leta 2023. To je za nas absolutno nesprejemljivo. Vmes sicer potekajo pogovori z državo, s pristojnim ministrstvom in v 14 dneh se dobimo in bo slika bolj jasna in upam, da bomo imeli čez nekaj časa boljše novice. No pa vendar na obisku ministrice za infrastrukturo Alenke Bratušek je bilo obljubljeno, da naj bi se južna razbremenilna cesta delala po fazah. Ja, je obljubljeno seveda, zato bi lahko že začeli, če bi hoteli. Ja, ampak in do tega bo tudi prišlo na vsak način. Je bilo vse dogovorjeno tudi z lastniki zemljišč sedaj na Mlinem in na vse? Dela se lahko tam, ker si lastnik, nekaj problemov še je, ampak kar se tiče Mlinga, tega zadnjega odseka proti Bohinju, smo dogovorjeni tudi s civilno iniciativo, da bomo dali še enkrat prevetriti te njihove predloge po drugačni trasi in so se obvezali, če bo to se pokazalo za nemogoče ali pa neustrezno, da bodo tudi oni pristopili in bomo na trasi, ki je že planirana, optimizirali vse, kar se da bo čim manjši vpliv na okolje. Prometni infarkt je prevelik, posebno v poletnem času, sicer pa mislim, da se to nikakor ne spreminja tudi v zimskem času, da potujejo turisti skozi Bled dolge čase in potem naprej seveda v Bohinj. Ja, to je vsem znano in zato hočemo to čim prej spremeniti. To se pravi, danes je nekje tisti pravi trenutek, ko ste se usedli skupaj za mizo, vsi skupaj, ki potrebujete južno razbremenilno cesto? Ja, to je take enotnosti še ni bilo, kar tudi govori o tem, da je stvar zares potrebna in tukaj ni več nobene debate pri nikomer, ne na Bledu, ne v Bohinju. Tudi pri civilnih iniciativah, tudi pri vseh. In je to dosežen res en velik konsens, na katerega sem zelo ponosen, da nam je prišlo do tega rekel, istega pogleda na to prepotrebno cesto. Na Mlinu ste dali apel, da je zadnji čas, da se ta južna razbremenilna cesta naredi, ker imate dovolj tega prometnega infarkta. Vas Mlino je v svojem severnem robu, to je praktično identično z južnojezersko obalo. S to prometno obremenitvijo, ki jo poznamo na trasi od Bleda v smeri, to je tranzit smer Bohinjski kot, še posebej obremenjeni, zaradi tega, ker je na Mlinem pristanišče za Pletne, odkoder se vozi gosti, ker je tam pač najkrajša razdalja na Blejski otok. In izletniški avtobusi so dnevi, ko so našteli tudi 40 izletniških avtobusov, sicer dnevni obremenitvi, tovornjaki, povezovalni avtobusi, osebni promet. Nastanejo situacije, če jo ne doživiš, so nepredstavljive. Tako bom rekla. To je eno. Na drugi strani pa potem tudi obremenitev, ker se to dogaja neposredno ob jezerski obali. Glejte, turisti iz avtobusa prestopijo praktično direktno na Pletno. Avtobus ostal nekaj metrov od obale. Okoljska obremenitev jezera je nesprejemljiva, kaj takega se v priobalnem pasu Blejskega jezera ne bi smelo dogajati. Skupaj ste se usedli z vsemi, tudi s kolegi iz Bohinja, da končno in ponovno ste se razžalostili, ko ste videli, da naj bi se južna razbremenilna cesta premaknila do leta 2023. Tako je, ker težko je razumeti, ker kogarkoli vprašam, je ta rešitev dobra. Cesto preč od jezera, pomaga tako domačinom, ki tukaj živijo, se vozijo
delajo, ustvarjajo, kot tudi gostom, ki potem bi lahko šele v pravem sijaju občudovali to našo lepoto. Zato je res prav, da se ta cesta umakne tam, kjer spada, na obrobje. In na nas je, da predstavimo argumente za to, in na nas je, da v tem času, dokaj cesta še ni zgrajena, da omilimo posledice tega. Zato na turizmu, kjer skrbimo za konec koncev tako goste kot domačine, da organiziramo prevoze, da ponudimo druge oblike mobilnosti, ker mobilnost se dejansko kaže kot en izmed največjih problemov tukaj. Narava je lepa, storitve so skozi boljše, hoteli se prenavljajo, javni parki so urejeni, stvari grejo na dobro. Je pa bistveno zato, da bo to na dolgi rok tako delovalo, da gre cesta preč od jezera. In kakšno trajno mobilnost ste ponudili občanom? Občanom začeli smo z šatli, ki so tukaj prevažajo po Bledu, in ta je naša želja, da ta šatli, ki smo jih namenili gostom, za gibanje po tem blejskem okolišu, da je tudi na voljo občanov. Sicer je na voljo sedaj za plačilo 1 evra, ampak smo prepričani, da je bilo to pametno, da ponudimo to tudi občanom brezplačno. Brezplačno pa imajo tisti gosti, ki pri nas bivajo več dni in imajo kartice mobilnosti Bled. Tudi vi iz Bohinja ste se pridružili današnji novinarski konferenci in seveda z enim apelom, da je čas, da se južna razbremenilna cesta zgradi. No, mene zelo veseli, tukaj očitno je poenotena lokalna skupnost, to je bil tudi torej glavno sporočilo današnje tiskovne konference in to je pravzaprav en veseli dan lahko tudi za državo na nek način, ker pač neka enotnost se je pokazala, pomeni, da pač nekih razprtij tukaj ni več. Pomembna je ta obvoznica seveda za kvalitetno doživljanje obeh krajev, Bohinja in Bleda. Mi pač delujemo v skupnosti Julijskih Alp zelo močno in dejansko smo se odločili, da bomo tudi na področju prometa izvajali določene aktivnosti, spravi spodbujali trajnostno mobilnost v samem območju in na ta način pač omogočili gostom in obiskovalcem, da kvalitetno doživijo celo območje Julijskih Alp ali pa, če greva samo na Bled, pa na Bohinj. Se pravi, mi to gostu obljubljamo in fino bi bilo, da pač to gost potem tudi seveda doživi na tem območju. Se pravi, da blejski gost svoje doživetje kraja doživi res brez pločevine ali pa čim manj in da bohinjski gost normalno pride v Bohinj tudi s tem, da ne zgubi živce, ko se vozi pač skozi Bled.